Skupaj bomo rešili nekaj nalog iz elektrike. Večina jih je vzeta iz nacionalnih preverjanj znanj, so pa to naloge, ki se lahko pojavijo tako v preverjanju kot v testu. Na začetku izpolnimo tabelo. Zelo pomembno je, da znamo za vsako fizikalno količino povedati, kakšni so ustrezni simboli in kakšne so enote. Recimo, električni tok vemo, da se označi s črko veliki I ali veliki tiskani I, nikakor jo. Enota je amper, naprava je pa ampermeter. Za ampermeter vemo, da ga vedno vežemo zaporedno, torej zaporedno, kot recimo v žarnici, in njen upor ampermetra mora biti pa zelo majhen, da ne vpliva na meritve. U je simbol za električno napetost. Enota za napetost je volt, naprava pa je voltmeter. Voltmeter se označi s črko V in se vedno veže, recimo, če hočemo napetost na žarnici, sporedno z napravo. Upor voltmetra je pa vedno zelo velik, zato da gre ves tok čez žarnico, ne čez voltmeter. Vemo pa, da vzporedno vezano je enaka napetost. AS je amper sekunda in je naboj za električni naboj, mali pisani E ali mali tiskani E, to je naboj, električni naboj. Naprava je elektroskop. Elektroskop in sicer elektroskop vemo, da je to pač, ki izgleda nekako takole. Ena kovinska palica na nekem stojalu, ki je izoliran, in ta palica ima na sebi tudi nek kazalec, ki se premika. Kilovatna ura pomeni 1000 vatnih sekund, vemo pa, da je vatna sekunda enota za delo. Zakaj? Zato, ker vemo, da je moč A deljeno s T in iz tega dobimo A je P krat T. To velja povsod, tudi pri elektriki. In A, enota za moč je V, za čas je pa sekunda in je to vatna sekunda. Seveda vemo, da je tudi džul to. In kilovatna ura je v bistvu 1000 krat 3600. Zakaj 3600? Ker je ena ura 3600 vatnih sekund, takole. In kilovatna ura je torej električno delo, pardon. Simbol za električno delo pa je A, pa mali E zraven. Električna moč se označi veliki P in mali E in je to dvojni V, je pa električna moč. Gremo kar k prvi nalogi. Tole pa ne bo v redu. Tako. Gremo zdaj kar k tejle nalogi pogledati, kako bi jo rešili. Členi z napetostjo 1,5 voltov so povezani, kakor kaže slika. Kolikšno kaže voltmeter? Zdaj, to so baterije, za volt pa pol. Niso vezane zaporedno, če bi bile zaporedno, se bi napetost seštela, ampak so vzporedno, kar pomeni, da bo voltmeter pokazal napetost 1,5 volta. Tako. In gremo naslednjo. V električni krog z generatorjem sta zaporedno vezani dve enaki žarnici. Skozi prvo se pretoči naboj 150 amper sekunde, kolikšen naboj se pretoči skozi generator v enakem času. Zdaj, če imamo zaporedno vezani dve žarnici, tisto, kar vemo, je to, da se skozi žarnici preteče naboj, ampak tisti naboj, ko pride skozi prvo žarnico, mora iti skozi drugo žarnico. Naboj je tako kot količina vode.
In če imamo en za drugo vezane razne stvari, tista voda, ko pride čez prvo, gre čez drugo in tudi čez vir napetosti. To pomeni, da če se je čez prvi naboj v nekem času pretekel 150 amper sekundov, se je tudi čez drugo pretočil enak naboj in tudi tukaj se je pretočil enak naboj. Iz tega bi lahko izračunali tudi tok, če bi vedeli, v kakšnem času je. Recimo, če bi bil podan, da je čas 1 sekunda, potem bi bil tok naboj deljeno s časom, to je formula, in naboj je 150 amper sekund v 1 sekundi, se sekunda pokrajša, pa bi bil tok 150 amperov. Seveda to ni realno, takšen tok je zares prevelik. Gremo k naslednji nalogi. Narisano je električno vezje, takšno le je, in zdaj moramo odgovoriti na nekaj vprašanj. Skozi katere žarnice teče tok, če je vklopljeno samo stikalo S1? Zdaj, če je vklopljeno samo tole stikalo S1, potem bo tok tekel takole, bo šel od plusa sem, pač smer toka je nasprotna smeri gibanja elektronov, takole, tukaj čez. Se pravi, Ž2 ne bo vključena. In skozi katere žarnice teče tok? Skozi žarnice Ž1 in Ž3. Skozi katere žarnice teče tok, če je vklopljeno samo stikalo S2? Ja, če bi bilo pa stikalo S2 vklopljeno, potem bi pa tekel tok tukaj le skozi. To pomeni, v tem primeru ne bi nič teklo. Zakaj ne? Ker če je to stikalo izklopljeno, sploh minus ne pride okrog. Baterija dejansko ni priključena, to pomeni, nobena žarnica ne bi svetla. Kaj pa, če sta vključeni obe? Potem bi pa v bistvu šel najprej čez eno žarnico in se razdelil v 2 žarnici. Dejansko bi tok, recimo, če bi bil tukaj le tok 4 ampere, bi čez prvo žarnico tekel 4 ampere, pretekel sem le do sem, tukaj pa vidimo, da se razdeli v 2 dela. In če sta žarnici enaki, bi povsod tekel 2 ampera. Ampak skozi katere žarnice svetajo, lahko napišemo vse 3. Se pravi, če je pa samo S1 vklopljeno, je pa z Ž1 in Ž3. Medtem ko tukaj ne more teči, ker napetost ni priključena. Gremo naprej. Dve enaki žarnici v hišni napeljavi sta vzporedno vezani na napetost 220 voltov. To pomeni, shema vezja bi bila takšnala. To je 220 voltov, to je 100 vatov, vsaka ima 100 vatov. Tako. Kolikšen skupni tok teče skozi žarnici? Zdaj, če vsako teče 100 vatov, ta električna moč, mi vemo, da je U krat I. In zdaj poglejmo, če je napetost 220 voltov tukaj, ta žarnica je vezana vzporedno, je tudi 220 voltov tukaj in tudi 220 voltov tukaj. Iz tega pa lahko izračunamo, kakšen je tok tukaj. Namreč, če iz te formule izrazimo I, tole je to moč deljeno z napetost. Moč je, torej piše 100 vatov, napetost je 220 voltov in iz tega bomo dobili, kakšen je tok. Torej 100 deljeno z 220 in je to 0,45 ampera. Na obeh je isto, tukaj in tukaj je enak tok. To pomeni, da je tukaj tok se razklonil v to pa to, skupaj pa potem 0,9 amperov.
Torej, skupni tok skozi žarnici je 0,9 amperov. Smo mogli uporabiti še obrazec moč je ukrat I. Kar gremo naprej. Meriš električni tok skozi žarnico in napetost med njimi priključki. V ustrezni krog piši dogovorjeni simbol za ampermeter. Zdaj, če hočemo mi ampermeter vezati, bi ga mogli semle dati zaporedno k žarnici. Tako, pokazal bo isti tok. Medtem ko voltmeter bomo vezali pa tukaj, ker smo jo priključili na ta in ta priključek. Sicer je ampermeter tudi vključen noter, ampak to ni nič hudega, zato ker ima ampermeter zelo majhen upor in je padec na ampermetru za napetost 0. Dve žarnici sta vezani na vir napetosti. Na prvi je napetost 2, na drugi 4. Vezani sta pa zaporedno. Se pravi, če sta zaporedno vezani, bi veze izgledale nekako tako. Žarnica, žarnica in na vir napetosti. In tukaj je 2 volta in tukaj 4 volte. Kolikšna je napetost vira? Vemo, da je napetost seštevek virov, seštevek padcev napetosti na žarnicah, skupaj torej 6 voltov. Kolikšen naboj steče v enakem času skozi drugo žarnico, če steče skozi prvo naboj 12 amper sekund. Če je tukaj steklo 12 amper sekund, če vemo, da mora tudi tukaj steči enak naboj, pa tudi čez vir mora teči enak naboj. Naboj se ne more nikjer zadrževati, tako kot se voda ne more nikjer zadrževati. Imamo pa še eno vprašanje. Kolikšen naboj steče v enakem času skozi drugo žarnico, če steče skoraj prvo 12 amper sekunde, to smo napisali. Pa še kolikšen naboj se v enakem času pretoči skozi vir napetosti enak, torej tudi 12 amper sekunde, če vse gre enako. Gremo kar k naslednji nalogi. Izračunaj skupni upor vseh vezav. Zdaj tukaj se je zgodila ena napaka, nimamo označenih ohmov, bomo to označili. Se pravi, vse posod, kjer je kvadratek, mora biti v bistvu simbol za upor. Ohm. Tukaj so zaporedno vezani in zaporedno vemo, da se upor sešteva. Se pravi, mu da 60 plus 60 plus 60, kar je 180 ohmov. To je pa vzporedna vezava in velja, da je ena z R skupni, da se seštejejo obratne vrednosti uporov. In zato je ena z R skupni enako. Ena z 60 ohmov plus ena 60 ohmov plus ena 60 ohmov, kar je skupni imenovalec je 60 ohmov, se pravi 1 plus 1 plus 1 je 3. In R skupni, zdaj pa samo obrnemo okrog, R skupni je njim. Moramo še to obrniti in dobimo, da je 60 tretjin, to je 20 ohmov. Že hitimo k naslednji nalogi. Hišni napeljavi vržemo k prvi žarnico, vzporedno še eno žarnico. Kako se bo spremenila napetost na prvi žarnici? Se pravi, zdaj, če pa mi vzporedno vežemo, vemo, da pri vzporedni vezavi pa napetost ostane povsod enaka. Se pravi, napetost ostane enaka. Med spodnjimi izjavami poišči pravilno. Enota za napetost je volt, to drži. Napetost je sposobnost generatorja, da lahko poveča upor žice. Dej,
to seveda ni res. Enota za napetost je amper, že me to ne drži, enota za napetost je volt, napetost je sposobnost generatorja, da lahko skozi žarnico poganja električni tok. Ja, napetost je kot višinska razlika v nadmorski višini in ta požene vodo, da teče. To je pravilni odgovor. Gremo k naslednjem. Takole. Na sliki je narisan električni krog in vezane žarnice in zdaj moramo to narisati, kaj to je. Ja, narišemo baterijo in gor sta priključeni dve žarnici. Vidimo, da gre žica iz ene na drugo, to pomeni, da sta vezani zaporedno. Dopolni shemo z voltmetrom, s katerim merimo napetost na eni od žarnic. Ja, če hočemo napetost, moramo samo voltmeter postaviti takole vzporedno zraven. Eto, pogledamo tole. V vezi so 4 enake žarnice. Tok skozi žarnico 1, Ž2, je 100 mA. Ker so žarnice enake, vemo, da ima enaki opor in da je opor v zgori R, v spodi pa 2R, kar pomeni, da bo v zgori tekel dvakrat večji tok kot v spodi. To pomeni, da bo tukaj stekel tok 50 mA. Se pravi, ko bo prišel sem, gre gor večji tok, ker je manjši upor, v spodi pa manjši tok. Skupni tok na Ž1 je 150 mA in tudi čez vir teče 150 mA. Ž4 pa je isto kot tukaj. Tok in naboj se ne morata nikjer zadrževati. In zdaj poglejmo še napetosti, kaj se bi pa, ker katera teče sveti najsvetleje, najmočneje, je odvisno od napetosti in od napetosti in od toka, ker vemo, da je moč U krat I in takrat, ko je produkt največji, takrat sveti najmočneje. Tukaj, da bo to najlažje, si lahko predstavljamo, da kar rečemo, da je tukaj neko poljubna napetost, recimo, da je 12 voltov. Zdaj bomo ugotovili, kakšen je napetost na vsaki od njih. Zato bomo vezje poenostavili. Namesto te žarnice, ki ima opor R, tukaj damo tudi žarnico, ki ima R, ampak namesto spodnjih dveh, ker ima ta R pa ta R, že vemo, da je skupni opor 2R. To je zdaj prva poenostavitev. Zdaj bomo pa namesto teh dveh žarnic, ki sta vzporedno vezani, vezali novo. Torej 1 z R skupno je 1 z R plus 1 z 2R. Moramo dati na skupni imenovalec, torej še to z 2 pomnožimo in dobimo, da je 1 z R skupni 3 vlomljeno z 2R, kar pa pomeni, obrnemo okrog, takole, R skupni je min, kar je pa isto kot R skupni, je 2R tretjin. To pomeni, da namesto teh dveh lahko vežemo upornik, tale je R, tale mora biti pa 2R tretjin. Takole. 2R tretjin, kar pomeni, da bi namesto obeh vezali pa potem seštevek R plus 2R tretjin, je v bistvu 5 krat R tretjin. Če ne gre drugače, si lahko za R vzamemo recimo 60 ohmov, pa potem poračunamo. Pri 60 ohmih bi bilo to 60 deljeno s 3. 20 krat 5, 100 ohmov recimo na koncu. Zdaj pa, kje pa je padec napetosti največji? Če pogledamo tukajle, če smo rekli, da je to 12 voltov, pa mora biti tukaj 12 voltov. Če je tukaj 12 voltov,
Potem bo tukaj, ki je večji upor, večji padec napetosti. In sicer bo to 3 enote, tukaj pa 2 enoti. Se pravi, skupaj 5 je 2,4 volte. 2,4 krat 3, 7,2 volta. Ampak, ker je to več kot 2 R tretjin, bo tukaj večji padec napetosti. In glede na to, da je tukaj tudi največji tok, vidimo, da bo tukaj največji padec napetosti in največji tok, torej največja moč in najmočneje sveti žarnica 1. Potem imamo pa še vprašanje, kolikšen tok teče skozi žarnico Ž4. To smo pa že izračunali, da je to tok 50 miliamperov. Se pravi, pravilni odgovor tukaj bi bil 50 miliamperov, kar smo že dobili v zgoraj v vezju. In gremo naprej. Takole. Členi zaporedja, vsi so 1,5 volta, so povezani, vidimo, da vzporedno, in če so vzporedno vezana, je njihov skupni upor 1,5 volt. Če bi bili pa zaporedno en za drugim, bi bila pa skupna napetost 4,5 volte. Če bi bili pa 2 zaporedno ena za drugo, bi bilo pa 3 volte. Vzporedno se pa napetost ohrani. Gremo naprej. Kolikšno napetost kaže voltmeter? Zdaj, tukaj le sicer ni čist merilnega območja, torej sklepamo, da je kar to, kar kaže. Če je tukaj 200, tukaj 100, je vsaka črtica vredna 10 in je to kar napetost, ki je bila dolgo časa v Sloveniji v omrežju, 220 voltov. Gremo naprej. Slika kaže električno vezje žarnic avtomobila, ki so vezane na vir napetosti 12 voltov. Žarnice med seboj niso vse enake, naprimer žarnice zadnjih luči imajo manjšo moč kakor sprednjih žarometov. Zanima nas, zakaj so žarnice vezane vzporedno. Če ena žarnica pregosori, ne sveti nobena. To bi veljalo, če bi bilo zaporedna vezava. Mi moramo 3 dati, tale ni pravilna. Če bo tukaj kjerkoli pregorela, bojo vse svetle. Če ena žarnica, bojo preostale še vedno svetijo, to je sigurno res. Pri tem načinu vezave se lahko vse žarnice narejeno za napetost 12 voltov. Res je, povsod je napetost 12 voltov, ker gre za vzporedno vezavo. Tole ni res. Pri tem načinu vezave je napetost na vseh žarnicah enaka. Tudi to je res. Pri tem načinu teče skozi vse žarnice enak tok, to ne bo držalo. Čez tisto žarnico, ki ima najmanjši upor, bo tekel največji tok. Pri tem načinu vezave trošijo vse žarnice enako moč, to tudi ne drži, zato ker je moč U krat I. In tudi če je U povsod enak, ker I ni, potem ne bo ista napetost. To bi bilo to. In že naslednja. Vse 3 žarnice v narisanem električnem vezju so enake. Torej, vse 3 so enake in skozi žarnico B teče tok 0,3 ampera. 0,3 ampera. In tukaj le. Zdaj, če so enake, bo tudi tukaj tekel isti tok. Ta 2 tokova se združita in tukaj teče tok 0,6 amperov. Kolikšen tok teče skozi žarnico A, 0,3, skozi žarnico C pa 0,6 amper. Ja. Lahko bi bila podobna naloga, pa bi bilo recimo samo spremenjeno, da ni enak tok, se pravi, da ne bi bil tok enak. Ne bi bile žarnice enake, ampak bi bil recimo, ta bi imela upor R, ta pa 4R.
In zdaj, če bi tukaj tekel čez to žarnico 0,3 ampere, potem bi mogel čez to žarnico teči 4-krat večji tok. Prav, zdaj spustimo te podatke. Skozi žarnico A teče tok 0,3 ampere. Zdaj smo spremenili. In kaj bi potem veljalo, je, če je tukaj 0,3, mora biti tukaj 4-krat večji, ker je upor 4-krat manjši, bi bil tukaj 1,2 ampera, 0,3 plus 1,2 je pa 1,5 amperov, recimo. In skozi vir tudi 1,5 amperov. Ali pa če recimo naredimo še en primer tukaj, recimo, da bi pisali, da skozi žarnico B teče 0,3 ampera, pa bi pisalo tako, da je tukaj upor 6R, tukaj pa 2R. Zdaj, ne glede na to, kar je tukaj pri C, velja, da če je tukaj 6R in je to 0,3 ampere, tukaj je pa v bistvu 3-krat manjši upor, zato bo tekel 3-krat večji tok. 0,9 amperov. Tok in upor sta obratno sorazmerna. Če je to 0,9, pa to 0,3, bo tukaj tekel 1,2 ampera. In še bi se lahko igrali na podoben način. Gremo k naslednji nalogi. Torej, zopet imamo električni krog. Katere elementi so označeni? Ena označuje vir napetosti, kaj označuje dvojka? Upornik, trojka žarnica in 4 stikalo. Sliko dopolni z merilnikoma, tako da boš meril tok skozi element 3. Če hočemo čez element 3, pač nekje zaporedno vežemo ampermeter. In napetost na elementu 3. To pa pomeni, da moramo voltmeter vezati takole. In gremo naprej. Električno napeljavo varujemo pred prevelikim tokom z varovalkami, katera od slik kaže pravilno vezavo varovalke. Zdaj varovalko moramo vezati pred tisti element, ki ga želimo. Ker kaj se bi zdaj zgodilo? Recimo v sliki 1 bi ves tok šel skozi to najverjetneje. Dobene veze nima to, kar je vzgori. Ta že ni vredno. Tale varovalka, tok se bi tukaj odločil, da gre skozi varovalko, če ima manjši upor, pa pol tukaj. In ta žarnica ne bi svetla, tudi ni vredno, mi hočemo, da svetijo. Tale bi isto tok šel skozi varovalko in sploh ne bi šel tja gor, edino, kar je pravilno, je tole. Varovalka mora biti, tole je varovalka, in mora biti vezana zaporedno za tistim, kar varujemo. Gremo k naslednji. Katera naprava je namenjena pretvarjanju mehanskega dela v električno delo? Se pravi, katera od teh naprav pretvarja mehansko delo v električno delo? Kolesarski dinamo. Električni grelnik je tisti, ki izkorišča električno energijo in jo pretvarja v neko mehansko delo, oziroma v toploto. Galvanski člen je baterija, ki v bistvu kemijsko energijo pretvarja v električno. Kolesarski dinamo, vemo, da moramo vrteti, torej mehansko delo pretvarjamo v električno delo. Elektromotor pa v bistvu prevarja električno delo v neko drugo dejavnost, se pravi kolesarski dinamo, pravilni odgovor. Slika kaže glavne dele baterijske svetilke. Vidimo, da imamo dve bateriji, ki sta skupaj povezana, in sicer sta povezana zaporedno. Zato tudi je žarnica lahko za 3 volte. Nariši shemo veze, ki kaže vezavo galvanskih členov.
Se pravi, galvanski členi v bateriji so vezani zaporedno. To vemo tudi zato, ker je eden 1 volt v pol, dva skupaj sta pa 3 volte. Žarnica je vezana na to zaporedno in nekje vmes je lahko še stikalo, tako gre za res zelo enostavno vezje. Na žarnici piše 3 volte 0,5 ampera. Kolikšna je moč žarnice? P je U krat I, torej je to 3 volte krat 0,5 amperov je 1,5 vata. Lahko je tudi manj, če je baterija že malo spraznjena. Gremo 21. Imamo svetlečo diodo. Dioda je pač na mestu žarnice. Zdaj v zadnjem času se veliko uporabljajo, zato ker zahtevajo malo električne energije. Ko da skozi njo teče tok 20 miliamperov. Na njenih priključkih pa je napetost 1,5 voltov. Se pravi, padec napetosti na temu bi mogel biti 1,5 voltov. Pardon, 1,6 voltov. LED priključimo v električni krog, kakor kaže shema, napetost vira je 6 voltov. Ker je napetost vira 6 voltov, moramo mi vezati prej že en upornik, da zmanjša napetost na temo. Zdaj, če je tukaj lahko napetost samo 1,6 voltov, bo mogel že tale porabiti 4,4 volte, razumemo? Ta napetost, ki je tukaj, skupna, mora biti U1, to je recimo tale, plus U2. Gre za zaporedno vezavo. Zdaj, če bi tukaj bil recimo na LED napetost 1 volt, bi mogli vezati 5 voltov prej, da bi bilo skupaj 6 voltov. Zakaj v vezju potrebujemo upornik R? Da omejimo tok, s tem dejansko omejimo tudi tok, ker je skupni opor večji, in ker je skupni opor večji, ker jih moramo sešteti, bo zaradi tega tok manjši. Ne zato, da bi svetil šibkeje ali pa močneje, v bistvu bi pregorel drugače, da varčujemo, tudi zaradi tega ne varčujemo, ampak omejimo tok. Kolikšen električni tok teče skozi upornik R? Ja, isti kot čez tole. Se pravi, če je tukaj 20 miliamperov, je tudi tukaj 20 miliamperov. Imamo pa še eno vprašanje. Z voltmetrom izmerimo med priključkama LED napetost 1,6 voltov. Kolikšno napetost izmerimo med priključkom R? To je to, kar smo že rekli, a ne? Da če je tukaj le R, je 4,4 volte. In kolikšen je opor upornika R? To seveda zdaj lahko izračunamo, ker vemo, da je toliko tok, toliko je napetost, mi pa vemo, da je UR krat I, Ohmov zakon, oziroma R je U deljeno z I. U je 4,4 volte, polomljeno z 20 miliamperov, 0,02 ampera. In zdaj gremo 4,4 deljeno z 0,02 in je to 220 ohmov. Torej, opor mora biti 220, lahko bi tako zračunali tudi opor na diodi. Tudi tukaj U, torej 1,6 voltov deljeno z 0,02 ampera. Ta upornik je 80 ohmski, kar pomeni, da je skupaj od obeh 30 ohmski. In zdaj, če imamo 6 voltov pa 30 ohmov, iz tega lahko dobimo, koliko je tok. I je isto iz Ohmovega zakona U deljeno z R. In U je 6 voltov, R skupni je 80 plus 220 je 300 ohmov,
6 deljeno s 300 je pa 0,02 ampera. Tako. Ja. Pa mislim, da smo odgovorili na vsa. Takole imamo še nalogo. Dva upornika z oporom 90 in 30 ohmov sta vezana zaporedno, vidimo. Z 2 voltmetroma in 1 ampermetrom merimo napetost in tok v vezavi. Voltmeter med meritvijo, se pravi, kaže voltmeter med meritvijo, pa poglejmo, še malo boljše tole slikco. In zdaj, kolikšno napetost kaže voltmeter v 1, nastavljene na enosmerno, 60, to pomeni, da je celotna skala 60 voltov, nam pa kaže na 3,6, torej je to 36 voltov. To je v 1, tukaj je torej 36 voltov. Ker je ta upornik tukaj trikrat manjši, bo tudi zaradi tega padec napetosti na njej trikrat manjši. Torej bo 12 voltov. Vprašanje pa je še, kolikšen to kaže amper meter A. To bi lahko izračunali. Namreč mi vemo, da če je to vezano na vir napetosti, vemo, da mora biti vir napetosti 36 plus 12, to je 48 voltov. Skupni upor je 90 plus 30 je 120 ohmov, skupni padec napetosti, torej 48 voltov, iz tega sledi I. I je U deljeno z R, U je 48 voltov deljeno 120 ohmov in 48 deljeno 120 je 0,4, pardon, 40 deljeno 120, bom še enkrat tukaj napisala, se pravi, I je U deljeno z R, skupna napetost smo zračunali, da je 48 voltov, ker tukaj pade 36 in tukaj 12, delimo z R 120 ohmov in to skupaj je 0,4 ampera. Je še kakšno vprašanje? Ja. Kolikšno napetost kaže voltmeter V2? Poglejmo še, kakšno napetost kaže voltmeter V2. Smo že povedali, da je 12 voltov, ker je pač manjša. Zdaj, tok bi lahko zračunali tudi samo iz tega, da bi to napetost 36 voltov delili z 90, pa bo isto prišlo 0,4, ker tok čez prvi je isti kot čez drugi. In to je to. Imamo še 23. V stanovanju primerjamo eno 100-vatno klasično žarnico z žarilno netko in eno 20-vatno varčno žarnico. Katero električno količino merimo z enoto, ki jo označujemo z V? Za dvojni V označujemo seveda moč. V povprečju vse žarnice v stanovanju svetijo po 4 ure na dan, cela 1 kWh je 0,15 evrov. Koliko denarja prihranimo v mesecu, ki ima 30 dni, če 10 klasičnih žarnic zamenjamo z 10 varčnimi žarnicami? Kaj vidimo? Moč porabe je 5-krat manjša. Če je moč porabe 5-krat manjša, je tudi električno delo, bi bilo recimo pri teh žarnicah, koliko? A je P krat I, ker vemo, da je P delo deljeno s časom. To velja povsod. Delo električno je P krat I, A je P krat I in zdaj moč P je 1 kWh, moč imamo 100 vatov, pardon. Tole je čudno napisano. P krat T seveda. Se pravi 100 vatov, če bi vsak dan v 30 pa gorela 4 ure,
pa 30 dni je potem 120 ur, pa še 10 žarnic je, skupaj gorijo pa v bistvu 1200 ur in bi bilo to 1, 2, 0, 0, 1, 2 česa vatnih ur, kar je skupaj 120 kilovatnih ur in to bi nastalo, ker 1 kilovatna ura stane 0,15, bi bilo to 120 krat 0,15, to nas bi stalo 18 evrov. No, v drugem primeru, ko imamo varčne žarnice, bi bilo pa vse enako, samo da bi moč bila 20 vatov. Čas, to je isto, zaprav 1200 ur svetijo skupaj in 20 krat 1200 vemo, da je 24.000 vatnih ur, kar je isto kot 24 kilovatnih ur. Se pravi, dejansko 5krat manj in 24 kilovatnih ur, 24 krat 0,15 je pa samo 3,6 evra. Vidimo, da je zaradi tega znesek 5krat manjši in privarčujemo 18 minus 3,6, 14,4 evre bi privarčevali. Na vir napetosti so vezani 3 uporniki. Nariši shemo te vezave, vezani so pa zaporedno, piše tukaj, ne, vzporedno. To pomeni takole, takole, takole. To je 30 ohmov, to je 150 ohmov in tole 90 ohmov. Skozi upornik R3, se pravi skozi tale 90, teče tok 200 mA. Kolikšen tok teče skozi upornik R1? R1 je tole. Ta upornik je v primerjavi z njim, lahko ugotovimo, koliko manjši, a ne? Če je ta 200, ta je pa 30, je ta upornik več kot 6krat manjši, 6,66, 6,7 in zato bo tekel tok tukaj skozi, tok, smo napako naredili, bomo hitro popravili, lažja bo. Seveda, upor je točno od 90 do 30 je 3krat manjši, zato bo tok 3krat večji. 200 mA je skupaj 600 mA. Recimo na tej 150 bi pa na 650, na 150 bi šli pa iz tukaj, upor je 5krat večji, zato mora biti tok 5krat manjši, 600 deljeno z 5 je pa 120 mA. In tako zdaj tudi vemo, kakšen je tukaj skupni tok. Skupni tok je I1 plus I2 plus I3. Napetost bi bila povsod enaka. Skupni tok je torej 200 plus 600 je 800 plus 120 je 920 mA. Če zdaj odgovorimo na ta vprašanja, torej če je tok, čez R3 teče tok 200 mA, bo tekel čez R1, ki je 3krat manjši, 3krat večji, torej 600 mA. Potem imamo naprej, ne, ni treba drugega, imamo še nekaj nalog. Na prazno mesto v shemo spodaj vriši simbol za upornik. Upornik vemo, da je pravokotnik. Zelo podoben kot varovalka, samo varovalka ima še črtico vmes. Še 26 pogledamo. Janko je najprej sestavil električni krog z baterijo
In eno žarnico z ampermetrom je meril električni tok skozi žarnico, z voltmetrom pa napetost. Nato je veze dodal še eno žarnico, obakrat je zapisal rezultate meritev. Pa poglejmo, kaj je ugotovil. Bomo dali kar takole, da bomo videli vse skupaj. Janko, to je tole, ja. Ok. Še malo povečajmo. Takole. Ja, to je to zdaj, ne? Vprašanje je, med trditvami spodaj je lahko le ena rezultat Jankovih meritev. Katera je ta trditev? Voltmeter V1 je kazal 6 voltov. Zdaj, to je res. Voltmeter gotovo pokaže 6 voltov in to, ker vemo, da V2 bo pokazal pa manj kot 6 voltov, ker bo še tukaj. A kje piše, ali so žarnice enake, še to poglejmo. Skozi nič ne piše, je enaka ali ne enaka, tako da samo vemo, da je, ne vemo pa je enaka ali ni ista. Ampermeter A2 ni 0,2 ampera. Ok, to ne vemo. Če bi kazal ni 0,2 ampera, pa bi mi vedeli, kakšen je ta upornik. Načeloma lahko kaže toliko 0,2 ampera, to ne vemo. Ampermeter A1 je kazal 0,1 amper, voltmeter V2 pa 6 voltov. To ne bo šlo, ta ne more kazati 6 voltov, to že vemo, da je narobe. Tega lahko črtamo, prvega ne moramo. Poglejmo tretjo trditev. Voltmeter V1 je kazal 3 volte, voltmeter V1 ne bo kazal 3 volte, mora kazati 6 voltov, ker je ista pa napetost, se pravi tretje tudi ni v redu. Ampermeter A1 je kazal 1 amper, A2 pa 2 ampera. Nemogoče je, da bi bil tukaj večji tok, zato ker je večji upor in če je večji upor pri isti napetosti, se tok zmanjša, se pravi je pravilni odgovor A. Voltmeter kaže 6 voltov, tok pa je 2 ampera. Nič drugega ni v tem primeru. Gremo res po metodi izključevanja. Ok. Tudi tukaj imamo več vprašanj. Pa poglejmo. Bomo dali povečavo malenkost drugačno, da vidimo obe nalogi. Tako. Ok. Tole smo rešili. Nič, gremo kar to. V vezi vežemo dve žarnici, zdaj sta pa vzporedno vezani. Kolikšna je napetost baterije? Ma to ne bo težko, ko je napisano, 6 voltov, ne? Kolikšna je moč žarnice Ž1, če skozi njo teče tok 0,5 amperov? Ja, zdaj, Ž1 ima gotovo napetost 6 voltov, ker imata obe, in če tukaj teče 0,5 amperov, iz tega dobimo, da je moč U krat I, torej 6 voltov krat 0,5 amperov, je skupaj 0,5 krat 6 je 3 vate. In to je moč. Naloga sprašuje naprej, poglejmo še naslednje vprašanje. Kolikšen tok teče skozi drugo žarnico, če baterija poganja tok 0,6 amperov? Se pravi, če mi vemo, da je tukaj le tok 0,6 amperov, potem pride do sem tok 0,6 amperov, tukaj gor gre tok 0,5 ampera, torej v spodju ostane 0,1 amper, kar pomeni, da je ta baterija, da ima večji upor, da če je tukaj upor R, je tukaj upor 5krat večji,
In če je upor 5-krat večji, napetost je še vedno 6 voltov, ampak moč bo pa zaradi tega na tej žarnici, ker je upor 5-krat večji, ker je tok manjši, bo tudi moč manjša in bo 0,1 krat 6 bi bil samo 0,6 vatov. 5-krat manjša moč tudi, ne? Kolikšno je razmerje uporov žarnic, smo pa že povedali, ne? Ok, gremo še 28 pogledati. Narisana je shema električnega kroga z enakimi žarnici in ampermetrov. Med trditvom izpodaj izberi pravilno trditev. Poglejmo, kaj sploh ponuja. Največji tok kaže ampermeter A2. Zdaj takšne naloge je najlažje narediti tako, da si mi zmislimo, recimo, da je tukaj tok 3 ampere. Vemo, da bo šel čez A3 3 ampere. Tukaj se bo pa razdelil 3 enake dele. Zakaj enake? Zato, ker so žarnice enake. Torej bo A1 tokle, A2 bo tudi tokle, ta pa 3. Največji tok kaže torej kater ampermeter? 3. Napiši z eno kratko povedjo, kaj je električni tok. Kaj nam električni tok pove? Električni tok nam pove, kako hitro se naboj pretaka po žici. I je E=T, se pravi je količnik med pretečenim nabojem in časom. Tako. Zdaj to, kar se še lahko pojavi vprašanje, je še recimo kolikšen, še imamo, še vedno ni konec, pardon. Lahko še rešujemo. Hotela sem, že se lahko pojavi tudi vprašanje, kolikšna je, kaj so učinki električnega toka, magnetni, svetlobni, toplotni, kemijski, kakšni je recimo elektroliza, je kemijski, delovanje elektromotorja, magnetni učinek, to, da žarnice svetijo svetlobni, to, da likalnik dela pa toplotni učinek. V električni krog sta vzporedno vezana 2 upornika, prvi je 200 ohmov pa 200 ohmov, oba enaka. Izračunaj skupni upor vezave na sliki. Ja, 1 za R skupni je 1 za R1 plus 1 za R2. Zdaj, ker sta enaka, že vemo, da bo polovička vsakega, lahko pa to zračunamo do konca. Je torej 1 deljeno z 200 ohmov plus 1 deljeno z 200 ohmov in je to 2 deljeno z 200 ohmov, torej je R skupni 100 ohmov. Tok je skupni upor, kolikšen tok poganja? Ja, če je upor 100 skupni, skupna napetost pa 60, potem vemo, da je U R krat I, ohmov zakon, iz tega R je U ulomljeno z I. U je 60 voltov, deljeno z 100 ohmov je 0,6 ampera. To je skupni tok. Imamo še vprašanja. Kolikšen je tok skozi upornik R2, pa kolikšna je napetost na uporniku R1. Se pravi, še napetosti pa tokove bomo pogledali. Takole. Sem pravilno nastavil. Takole, ja. Ja, zdaj, če mi vemo, da tukajle teče tok 0,6 ampera, potem vemo, da bo tukaj 0,3 ampera in tukaj 0,3 ampera. Napetost bo povsod 60 voltov in to je to, kar naloga sprašuje. Gremo 30. V električni krog vzporedno vežemo 4 enake upornike, zdaj pa 4. Zdaj, če smo vezali 4 upornike vzporedno in so vsi po 10 ohmov, bo skupni upor ravno četrtino tega. Lahko tudi s formulo 1 za R skupni, ampak načeloma bo skupni upor, ker so enaki, kar četrtino tega. Kolikšna je napetost na drugem uporniku?
Ja, ker so vzporedno vezani, bo na vseh napetost enaka. In ker je skupni upornik velik, ker je skupni upor velik 10/4, to je 2,5 ohma, bi lahko iz tega, da vemo, da je napetost povsod 16 voltov, bi lahko rekli tudi takole, ne? Če bi imeli en sam upornik namesto 4, bi bil amperov, ampak ohmov, 2,5 ohma, bi bil tukaj 16 voltov in iz tega bi lahko izračunali tok, ker je tudi tukaj padec napetosti 16 voltov, U je R krat I je pa U deljeno z R, U je 16 voltov, R je 2,5 ohma in gremo 16 deljeno z 2,5 je 6,4 ampera. 6,4 ampera. Zdaj, če nas bi pa zanimali, koliko je na vsakem od njih, 6,4 je na viru in ta se bi na 4 enake dele razdelil in potem bi bil pri vsakemu 1,6 amperov. Kar je pa tudi lahko dobiti že drugače, če mi vemo, da je tukaj na temole recimo napetost 16 voltov, pa vemo, da je upor 10 ohmov, lahko tudi iz tega dobimo I je U deljeno z R, 16 deljeno z 10, 1,6 ampera. Iz kjerakoli strani dobimo enake vprašanja. Ohmov zakon, a znamo napisati ohmov zakon? Seveda znamo, U je R krat I, oziroma čista prav ohmov je R je U deljeno z I. Upor nam pove količnik med napetostjo in tokom. Še pogledamo, kako vprašanje imam. V električni krog vežemo 3 enake žarnice, kot kaže slika, skozi vir teče električni tok 120 miliamperov. Se pravi, tukaj je 120 miliamperov, gre tukaj gor, skozi prvo žarnico tudi 120 miliamperov, ker so enake žarnice, se bo tok razdelil in bo tukaj 60 miliamperov in tukaj 60 miliamperov in pa se zopet združi. Torej, kolikšen tok teče skozi žarnico 3, 60 miliamperov. Katera izmed žarnic najbolj močno sveti, je naslednje vprašanje. Katera izmed žarnic najbolj močno sveti? Zdaj že vemo, da je skupni upor teh dve manjši kot upor tega. To pomeni, da bo tukaj večja napetost, ta U1 bo večji kot pa U2, pa ta bo tudi U2, te dve napetosti sta isti. In ker bo tukaj večja napetost in je večji tudi tok, bo ta žarnica svetla najmočneje. Zdaj, naloge se malo ponovijo. Še zadnjo je, kako se spremeni električni tok skozi vir, če v električni krog k vzporedno vezanimi žarnicami vežemo vzporedno še eno žarnico. Kaj se bo zgodilo, če bomo vezali še dodatno žarnico? Zdaj imamo 2 žarnici vzporedno. Pa bi jih imeli pa 3. Ja, če bi imeli 3, pa bi bil recimo upor ene žarnice 60 ohmov, ker so zdaj 3, bi bil to samo še 20 ohmov. Pa tukaj bi bil 60 ohmov, bi bil skupni upornik 80 ohmov. Če sta pa sam 2, pa bi bilo to vsak 60, bi bilo 30, 30 plus 60 je 90 ohmov. To pomeni, da se bo zato skupni upor zmanjšal, če se bo pa skupni upor zmanjšal, se bo pa tok povečal. Torej, električni tok skozi vir se poveča.
Med spodnjimi izjavami poišči pravilno. Enota za napetost je volt. Napetost, sposobnost generatorja, da lahko poveča upor žarnice. Ja, enota je res volt, je pa to sposobnost, da poganja električni tok. To je tole, ne. 33. Polna baterija električnega skiroja hrani naboj 12 amper ur. Gonilna napetost baterije je 36 voltov. Se pravi, U je 36 voltov, naboj 12 ur, bomo rekli, E je 12 amper ur, kar je isto kot 12 krat 3600 amper sekund, če bo treba pretvoriti, zato ker je ura 3600 sekund. Na baterijo priključimo žarnico z močjo, torej P je 9 vatov, ki je narejena za napetost v 36 voltov. Z ustreznimi oznakami zapiše enačbo, ki povezuje moč, napetost in tok. P je U krat I. Gre skupaj. Gremo k 34. nalogi. V električni krog so vezani trije enaki uporniki z uporom 200 ohmov. Vsi so isti in vir napetosti z gonilno napetostjo 12 voltov. Kolikšen tok steče skozi upornik R3? Ja, če hočemo to ugotoviti, je najlažje narediti tako, da najprej ugotovimo, kaj se zgodi z napetostjo. Ker je to vzporedno vezano, je tudi tukaj 12 voltov in na teh dveh skupaj 12 voltov, kar pomeni, da je na vsaki 6 voltov. To je v bistvu vzporedna vezava, noter je pa zaporedna. Ker je 200 ohmov upor, lahko iz tega izračunamo I je U deljeno z R, U je R krat I, in ker je U 12 voltov, upor pa 200 ohmov, kar je isto kot je to 12 deljeno z 200 in je to 0,06 amperov, kar je isto kot 60 miliamperov. Kolikšen tok teče čez upornik R1, to je pa tukaj zdajle, pa isto naredimo, I je U deljeno z R, vse je enako, samo napetost je dvakrat manjša, kar pomeni, da bo tudi tok dvakrat manjši, bo samo 30 miliamperov, pa čez drugo tudi 30 miliamperov. Tukaj je torej, gor gre 30 miliamperov tok, vspodje pa 60 miliamperov. To pomeni, da gre čez vir napetosti 90 miliamperov tok. Kolikšen je padec napetosti na uporniku R2, še to moramo pogruntati. Padec napetosti na uporniku R2 smo pa že ugotovili, da je 6 voltov. Torej 6 voltov. Pri elektrolizi modre kalice se na negativni elektrodi izloča baker, Cu. Od česa je odvisna masa izločenega bakra, kadar skozi elektrolit teče stalni električni tok? Od česa bo odvisna masa izločenega bakra? Od razdalje med elektrodama niti ne, od koncentracije elektrolita bi rekla, da tudi ne, od časa trajanja elektrolize pa vsekakor. Dlje, kot bomo delali elektrolizo, več se bo izločilo tele naše napetosti.
Tukaj le, zdaj smo tukaj le, 36. Ups, tole ne bo v redu. Gremo hitro do 36. naloge, takole. Nočemo vsega pobrisati, bomo samo tole pobrisali. Ok. V vezje na sliki bo poleg baterije in žarnice vezan med točkami A in B tudi neznani element, iz katerega materiala je lahko element, da električni tok skozi žarnico zanesljivo ne bo tekal. Če nočemo, da teče, mora biti to izolator. Zdaj, plastika je gotovo izolator, suh les tudi, keramika tudi ne bo teklo, steklo tudi ne. Zdaj, steklo bi zelo pri veliki napetosti, ampak recimo ti aluminij, baker, grafit, srebro, železo vedno teče. Se pravi, zdaj bomo pa s tole nalogco pa zopet izračunati bomo mogli skupni upor, tok, ki ga poganja vir, tok skozi upornik R2. Eto, poglejmo, kaj imamo. V električni krog sta vzporedno vezana dva upornika, 200 ohmov pa 200 ohmov, sta enaka 60 voltov. Kolikšna napetost na uporniku R1? Še vedno 60 voltov, tudi tukaj 60 voltov. Kakšen je tok? Ker vemo, da je to 200 ohmov, lahko izračunamo I je U deljeno z R, je 60 voltov deljeno z 200 ohmov, je to 0,3 ampere in to čez oba. Zdaj pa, če tukaj teče 0,3 ampere in tukaj 0,3 ampere, potem je skupni tok 0,6 amperov. In upor smo že povedali, koliko je pa nadomestni upor, ker sta dvakrat po 200 ohmov, je to nadomestni upor 100 ohmov. Skozi upornik smo, tok poganja vir smo, skupni upor vezave smo. Eto, in s tem smo zaključili tele naloge.